Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček. Na svet za boljši svet. S pravljico v ušesih gremo na potek. Živjo! Hello. Šenare. Dobar dan! Ja, dober dan vsem prijateljem in prijateljicam, ki ste se nam pridružili pred radijskimi sprejemniki. To sem vedno želela reči, čeprav vem, da ste zdaj verjetno ob računalniku ali pa tablici, morda ob mobilnem telefonu. Kaj? A radio sploh še kdo posluša? Teja, a si ti toliko stara? Jošt, mulc! No, dovolj. Tule v zvočniku ali vaših slušalkah živimo 4 prijatelji, ki skupaj gradimo nov zvočni, slušni in poslušalski svet. Tanja, to sem jaz. Juš, To sem jaz. Teja Tukaj. in Jošt. Prisoten. Vas vabimo, da ta svet obiščete skupaj z nami v oddaji Ura. Danes bomo zgradili svet prijateljstva, svet poznanstev, dobrih družinskih in medsosedskih odnosov ali na kratko Skupnost. Preden začnemo, pa poskrbite, da vas nič ne bo zmotilo. Da ste udobno nameščeni. In dobro pobožajte svoje ušesa, da vam ne bo šel noben šum. Čas je, da začnemo našo oro dogodivščino. Najprej bomo naše ptičje prijatelje vprašali, kaj se čivka po svetu. Tole bodo novice. Novice! Dobrodošli v novicah. V tej rubriki bomo slišali, kaj se dogaja po svetu, kaj ljudje delajo za svojega srčka, pogledali pa bomo tudi v nebo. Pozdravljena, Urana Žana, povej, kaj je novega? Poslušajte. Med ljudmi se je pojavil en virus. Zato zdaj nosijo maske preko nosu in ust. In a veste, kaj pravijo? Voda, milo in brisača, da se zdravje jača. Ja. V zadnjem času povsod slišimo precej grdih in neprijaznih besed. In a veste, kaj vam povem? Takole. Če bomo o drugih govorili ali pa čivkali slabo, se sami ne bomo počutili čist nič boljš. Nič. Čist nič. Imaš prav, Urana Žana. Kaj pa vreme, Galeb Golobič? Pozdravljeni. Vreme bo poskrbelo, da se bodo nekatera drevesa odela v bele plašče. Tistim, ki pa bodo ostala brez bele odeje, lahko namenite drevesni objem. Tako jih bo manj zeblo. V tem mrzlem vremenu je zelo dobra novica, da so nekateri ljudje izdelali prigrizke za nas ptice in jih obesili na drevesa. Ker je zunaj zelo mrzlo, se je treba obleči v čebulo. A kaj to pomeni? Vsaj 3 plasti oblačil moraš imeti na sebi, preden greš ven. Zdaj grem pa tudi jaz ven, na svež morski zrak. Nasvidenje. Od vremena pa k športu, kulturi in še marsičem. Danes je z nami Kos Brane, strokovnjak za šport. Lepo pozdravljeni. Kadarkoli zapade sneg, ljudje iz kleti poberejo sanke, lopate in smuči in hodijo po gričih gor in potem se spuščajo dol. Zadnjič so v planici celo skakali in to 200 metrov daleč. Nekaterim pa gre sneg pošteno na živce in ga z lopatami mečejo na kupe. Če pa nimate ne griča, ne sank, ne smučka ali pa nivec snega, pa si lahko opremo naredite iz kartona in tečete na smučkah kar doma, na suhem. In tako boste vsaj nekaj malega naredili za svojega srčka. No, to je to. Hvala lepa. Hvala tudi vam, Kos Brane, Urana Žana in Galeb Golobič. Do naslednjič. Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Cel življenje se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! V učnem kotičku bomo spoznavali nove besede in reševali uganke. Naša današnja beseda je
Skupnost. Iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Skupnost, kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, cilji. Kaj pa to zares pomeni? Skupnost ste lahko otroci, ki vas zanimajo enake stvari in radi preživljate čas skupaj. Kaj pa ti rad počneš s svojimi prijatelji? Jaz, na primer, sestavljam legice, pa jem čokolado. No vidiš, vsi tisti prijatelji, s katerimi to rad počneš, so tvoja skupnost. Skupnost pa so lahko tudi ljudje, s katerimi živiš. Tvoji starši, dedki, babice, sosedje. Kako pa z njimi preživljaš čas? Ja, babi mi vedno da čokolado, z bratom pa sestavljava legice. Včasih se pa vsi skupaj igramo človek ne jezi se. Odlično, ravno tako deluje skupnost. Skupaj se igramo, delimo dobrote in se eden od drugega učimo, kot midva zdaj. Wow, a tudi midva so skupnost? Ja, obstaja veliko različnih skupnosti, ki pa so si v nečem enake. V čem pa? Vseh se počutimo povezane. Zdaj pa razumem. Hvala. Tanja, Kaj je? a boš en košček čokolade? Temu se pa tudi jaz ne morem opreti. Pa moja najljubša z lešniki. Hvala, ker si jo delil z mano. In ta čokolada nam je dala toliko energije, da jo lahko malo uporabimo za reševanje ugank. Kaj ne, Juš? Tako je, Tanja. Danes boste potrebovali energijo za 3 uganke o domačih živalih. V skupnosti namreč ni nujno, da se družimo samo z ljudmi. Lahko se družimo tudi s hišnimi ljubljenčki. Pa začnimo. Včasih, ko ti blazno je hudo, v naročje skoči ti nekdo, bevskne, te oblizne in pokaže na izhod. Hej, ne bodi slabe volje, pejva na sprehod. Ste uganili? Če niste, lahko v opisu naše oddaje poiščete prave rešitve. Uganka številka 2. Tole je prav hecna zver. Boža, mjavka, prede, a včasih tudi nameni prav grde ti poglede. Vazo razbije in ti tik pred spanjem iz hiše švistne, a ko jo najbolj potrebuješ, v tvoje se naročje stisne. Tole živalco ste sigurno prepoznali, a ne? Pa poglejmo, če boste kos tudi 3. uganki. In ne, kos ni prava rešitev. Ko zaželiš si kak pogovor nov, tale ptiček čisto pravi bo naslov. Rad posluša in besedo tudi vrne ti nazaj. Živo pisano ima perje, kličemo ga... Po telefonu? Ne. Kličemo ga nilski konj. Ne, to tudi ne bo pravi odgovor. Če ste vi uganili, čestitke. Če niste, pa tudi nič hudega. Le pridno trenirajte do naslednjič. Za boljši svet. V kotičku za boljši svet bomo iskali ideje, kako lahko v naših malih ali velikih skupnostih nekomu polepšamo minute, ure, dneve, mesece in celo leta. Wow, a res? Ja, res. Tako bomo vsako oddajo podali kakšen nasvet, ki ga bomo našli sami, ali pa nam ga boste poslali vi, naši poslušalci in poslušalke. Morda imate tudi vi idejo, ki ste jo že preizkusili. Ja, imaš prav. Na svetu res nismo sami. In zato, da se imamo v naši skupnosti dobro, moramo nekaj narediti čisto vsi. Tako je. In zdaj, ko smo zaprti v naša stanovanja in se s prijatelji ne moremo srečati na hribu ali na igrišču, se moramo srečevati na drugačne načine. Na kakšne načine? Imam 2 ideji. 2. Ena je, da zapreš oči in zelo močno pomisliš na svojega prijatelja ali na svojo prijateljico. Ja. In pošlješ eno lepo misel. Nina, pošiljam ti en dolg objem. In če se ti je kdaj zazdelo, da ti je postalo toplo pri srčku, Ja. no, takrat pa je nekdo drug poslal lepo misel tebi. Wow,
Če pa želiš to idejo o dobri misli za prijatelja ali za prijateljico še izboljšati, Ja, želim! pa lahko na okno svoje sobe, kuhinje ali balkona prilepiš sporočilo sestavljeno iz velikih črk, izrezanih iz časopisa ali revij. Tako boš lepo misel poslal vsakemu mimoidočemu ali mimoidoči. O, super! Grem kar takoj po škarje in selotejp! No, kar pojdi in nekomu malo izboljšaj svet. Pravljica. Današnja pravljica je pravzaprav basen. Basen, v kateri nastopa prav posebna skupnost. Skupnost medveda in miške. Pa prisluhnimo. Medved in miška. Medved Medo je celo zimo spal v svojem snežnem brlogu. Lizal je šapo in sanjalo se mu je o satju polnem sladkega medu. Z njim pa je v zimskem brlogu živela tudi miška razposajenka. Slučajno je nekoč zablodila v medvedji brlog, se potikala tam in nazadnje padla v medvedovo uho. Medved se je prebudil, šapo zakril uho in razposajenko ujel. Moje uho je brlog zate, kaj ne? Zdaj te bom strl kot jagoda malina. Nikar me ne stri, Medo, je žalostno poprosila miška razposajenka. Raje mi odpusti, mogoče ti bom tudi jaz lahko kdaj pomagala. Medved se je zasmejal razposajenki. Ale kako naj bi ti meni pomagala? Vendar ji je odpustil in jo spustil. Čez nekaj dni je medved v temni noči zlezel iz brloga. Klečal je po gozdu in se ujel v past. Motal se je in motal, a ni se mogel izmotati iz zanke. Vsega je konec, se je razžalostil. Medvedovo rjovenje je prebudilo miško razposajenko. Pribrzela je iz svoje luknje, da bi videla, zakaj Medo tako rjove. In videla je, njen ogromni sosed se je ujel v past. Miška je urno priskočila, pregriznila zanko in osvobodila prestrašenega medveda. Od tedaj gozdni medved Medo rad povabi miško razposajenko v svoj brlog v goste. In tudi pogreje se miška v medvedovem kosmatem ušesu. Ha, ste slišali? Tudi medved in miška sta lahko prijatelja. Ker pri prijateljstvu ni pomembna velikost ali barva las ali igrače, ki jih imata. Pomembno je, da se imamo lepo, ko smo skupaj. Tako pa smo že skoraj pri koncu naše prve oddaje. V njej smo spoznali besedo skupnost, reševali smo uganke, izvedeli pa smo tudi, kaj je novega v svetu. Preden pa se poslovimo in se tako kot miška in medved skupaj stisnemo v naših brlogih, v naših skupnostih, pa še nekaj čestitk in pozdravov. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Auf Wiedersehen! Hejdo! Zajčen! Naslišanje! Prve pozdrave, prve oddaje Tajša iz Halos pošilja Zoji, Jaši in Pici v Iško. Pici? Pici, ja, Pici. Ciril iz Bežigrada, pa najboljšemu prijatelju Boru, ki ne živi v Ljubljani, pošilja en medvedji objem. Lovro iz Črne vasi pa bi rad pozdravil vse svoje prijatelje iz vrtca in bratca Nackota. Če želiš tudi ti poslati kakšen pozdrav, nam piši na oro.oddaja@gmail.com. Lahko pripneš tudi kakšno risbico. Do naslednjič pa v svoji skupnosti ne pozabite narediti kaj za boljši svet. Se slišimo spet februarja. Adijo, čau, goodbye.
Ej, ampak kaj sploh pomeni oro? Ne vem, mogoče operi Rito. Ne, mogoče pa pomeni ribja omaka. Ma ne, no. Že vem, grem pogledat v slovar slovenskega knjižnega jezika.